Ekipa živjo, danes je ena posebna tema, 5 najpogostejših vprašanj, ki jih od vas dobimo. Mogoče ste pa tudi vi kakšen podoben vprašanje že zastavili, pa gremo kar na ta prvega. Deleč na prvem mestu je vprašanje, koliko pa to stane, kakšna je pa cena tega izdelka. In na to temo se da tudi v resnici zelo veliko povedati. Zakaj nimamo cen objavljenih javno? Glavni razlog za to je, da so izdelki izdelani izključno po meri. Kar pomeni, da je vse narejeno individualno, za vsak izdelek rabaš ure komunikacije s stranko, da dejansko izveš, kaj stranka želi. In na podlagi tega tudi kalkulacijo izdeluješ včasih 3-4 ure, včasih cel dan. In zato je včasih nepošteno tudi do stranke ali pa do nas, da bi bila neka skupna ali pa neka javna cena, ki pol na koncu ne zdržala. Tako da, kar želim povedati, cene so variabilne, glede na materijale, glede na velikost izdelka, pa naj bo to vrtna hiška, pergola, karkoli drugega. In predvsem na to, da pač želimo najti rešitev za stranko, tako, kar je ta prava. Šele sekundarnega pomena je potem cena, bolj je važno, da najdemo primerno rešitev. Vprašanje številka 2. Kakšen bo les čez 5 let? Ali pa kako se les na dolgi rok obnaša? Težko je vedeti za siguren, se pa da malo okvirno predvideti, kaj se bo z lesom dogajalo. Zdaj, če se osredotočam na sibirski macesen, ki ga recimo uporabljamo 90% izdelkov, imam tukaj en primer, ene table, kjer je les na prostem zdaj približno 3 leta. Les posivi, les tudi malo razpoka, kakšna dilca se tudi malo ukrivi. In to je treba vzeti v zakup. Zdaj, mi nismo navajen igrati take igre, da obljubiš vse samo zato, da prodaš. Mogoče je boljš stranko že na začetku soočati z celotno sliko, za realno situacijo, zato da tudi potem ni kakšnih šokov. Pa po drugi strani tudi to lahko naredimo, ker je že po tolikih letih se nabrali nekaj izkušenj pa kilometrine, da približno vemo, kaj se bo z lesom dogajalo. In če je vse to stranki predstavljeno dovolj natančno, potem tudi ni težav, ker stranka nekako sprejme, kaj se bo dogajalo. Je pa res, les bo pokal, les se bo krivil, les bo sivel, če ga pač ne barvamo, ampak če ga ne barvamo, tudi ni vzdrževanja. In po drugi strani je pa glih to čar lesa, da pač ohranja svoj naraven videz. Poskrbimo pa z obdelavo, s tem, da zberemo boljšo kvaliteto lesa, s tem, da ga sušimo, s tem, da flikamo grče pa smole. Poskrbimo, da je razpok čim manj, da je krivljenja čim manj, pa posledično tudi, da čim manj smole steče ven, ker nas pač na dolgi rok lahko ovira. Če pa les olimo, je pa čez par let približno takšen videz. Se pravi, lih tako sivi, ampak bolj počas, bolj nežno, čez 10 let bo verjetno vse enako, sploh če se olja ne vzdržuje, ampak drugače je pa ta prehod majčkeno bolj nežen, malo bolj rdečkasto izpade vse skupaj, malo bolj sijajno. Vprašanje številka 3. Ali nam lahko brezplačno svetujete? In moj odgovor je ja. Imamo pa, nekako smo z leti zgradili sistem na ta način, da probamo ustreči vsem. Tisti, ki rabijo kvalitetno svetovanje in potem tudi z njimi izpeljemo projekt, ali pa tudi tisti, ki rabijo samo osnovno informacijo. Zato na prvem mestu, ko prejmemo povpraševanje, probamo stranko nekako informativno uskladiti cenovni razpon. Zato, da stranka ve približno, koliko to stane in je hkrati tudi obveščena o kvaliteti, ki jo lahko od nas pričakuje. In če se na tej točki približno ujamemo, govorim zdaj 20-30% plus minus, mi ni problem priti na meritve, premerimo situacijo, rešimo detajle, ki jih nadaljavo ne moremo, in ta storitev načeloma stane brezplačna, ampak na tej točki smo že in mi in stranka zelo zainteresirani, da ta projekt dejansko speljamo
in v večini primerov dejansko tudi potem pride do tega. Vprašanje številka 4. Tega nas nihče nikoli ne vpraša direktno. To zmeraj vprašamo nekako po vinkih. Kako vem, da bo izdelek, ki ga boste naredili, res izpolnil moje pričakovanja? Ja, dejansko ne veste. Moj prvi nasvet je: znižite pričakovanja. Ne, se hecam. Realno. Smiselno je, da na uvodnem sestanku ima tu stranka čim boljšo predstavo glede tega, kaj želi, zato da projektant lahko ponudi čim boljšo rešitev. Tukaj je tudi na strani projektanta. Zdaj, če je dober projektant, pa če ima izkušnje na podobnih projektih, ve, kje so mogoče kakšni hakalčki pri tem projektu, na kar je treba biti previden in se te detajli rešijo lahko že v zgodni fazi projekta, da se kasneje na kakšnih detaljih ne zaplete. Pa še ena stvar, ki je zelo pomembna, dajte zbrati izvajalca, ki ima primerne reference, pa ki že iz preteklih izkušenj vidite, ali pa da tudi on ve, da ima material, slikovno gradivo, karkoli, da dejansko zna narediti tisto, kar si vi želite. Številka 5. Koliko časa bo zdržal moj izdelek? Zelo relativno. Odvisno od materiala, odvisno od vzdrževanja, odvisno od lege. Posplošeno lahko rečem, za macesen, sibirskim macesen, velja, da nekako zdrži eno generacijo. Če je v tistem predelu vlage zelo velik, ali pa če les ni primerne kvalitete ali primerno obdelan, je lahko to tudi bistveno manj, lahko tudi manj kot 10 let. Stremimo k temu, da dejansko zdrži generacijo, garancije na to pa ni. Če izberemo smreko, približno pol manj. Tako da, kot sem rekel, bolj so pomembni detajli, bolj je pomembno, kako je izdelek sestavljen, da voda nikjer ne zastaja, ali pa če že zastaja, da zastaja kratek čas, da je celoten izdelek ali pa da je celotnemu izdelku omogočeno zračenje, se pravi, ko pada dež, je mokro, normalno, ko pa posije sonce, da se lahko voda posuši, da vlage ni več. Če to omogočimo, pol bo les zdržal zelo dolg časa. To bi bilo z moje strani danes to. Hvala, da ste bili z nami. Še tukaj vam želim srečno, uspešno in zdravo v naslednjem letu. Pa upam, da se v kratkem kaj vidimo ali pa kaj slišimo. Čau, čau.